Danes sem detaljno seznanil vrhovnega poveljnika glede delovanja Slovenske vojske v preteklem letu, torej v letu 2012. Povedal sem, da smo se zavestno odločili, da več ne govorimo o preživetju Slovenske vojske, ampak da govorimo o stabilizaciji Slovenske vojske, o ustvarjanju pogojev za preoblikovanje Slovenske vojske in potem nadaljevanje v transformacijo. Mi ocenjujem, da smo v letu 2012 ustvarili pogoje za načrtno transformacijo Slovenske vojske in da smo vse naloge, ki so bile zadane Slovenski vojski, realizirali. Poudaril sem tudi, da se zategovanje pasu, kot je danes že bilo omenjeno, pozna pri pripravljenosti Slovenske vojske, predvsem na segmentu, kjer so potrebna finančna sredstva. Govorim na primer o dveh področjih, to je področje opreme in na področju razvojnega segmenta. Pomembno pa je to, da kljub zaostrenim finančnim pogojem, v katerih je delovala Slovenska vojska, pa smo segment civilno-vojaškega sodelovanja, torej tistega, za katerega smo pretežno danes v miru odgovorni, sodelovanja za civilno zaščito, nadpovprečno realizirali. In zato sem še posebej zadovoljen. Vsekakor smo vse tisto, kar je bilo terjeno od nas, realizirali in mislim, da smo dokazali naš slogan od ljudi k ljudem. Če zaključim, lahko ocenim, da je pripravljenost Slovenske vojske nekje primerljiva na ravni leta 2011, s tem, da je opazen trend padanja na segmentu, ki zahteva finančna sredstva, torej na področju vzdrževanja, opremljanja in razvoja. Vesel pa sem, da smo pa ohranili enako stopnjo oziroma nekje smo še povečali na segmentih, na katerih je pa pomemben človeški dejavnik, torej mi sami. In mislim, da na določenih segmentih smo se bolje usposabljali in smo tudi celo bolje delovali. To je bilo moje kratko poročilo vrhovnemu poveljniku in povzetek stanja. Hvala.